Evo, kavica. Super, hvala, koliko si prijazen, kavica, pa petek je. Petek. A narediva kakšne načrte za čez vikend? Ja. Kaj pa bi ti počel? Lej, zgleda, da bo lep vikend. Lahko greva na morje, recimo se malo namočiti, malo Lahko ogret. greva pa na Pogluko, pogled, če so živčki, A misliš, da so že? pa lahko prespiva, pa imava pač vsaj 2 dni. Da se nama Mogoče, furala ja. danes na morju v tej Mogoče, gužvi. super. A ti je to v redu? Kaj se dobro Čakaj, veš kaj, Mesič je prišel, samo malo. Shit. Kaj? Tam je šel spisal matematiko popravcama. Mislim, Pa sej se je učil, sam nehaj. Glej, celo leto sem čakal skozi, a veš, pusti ga, saj bo že sam, skozi sem govoril, da ga bi bilo treba prijeti in mislim, zdajle ga bom pa prijel. Zdaj te pa videli, zdaj te pa vsi videli, imate nobene avtoritete, nimam jaz pri tej bajti in zdaj bo pa videl. Mislim, za kazen, evo. Se lahko umiriš. Kaj se naj zdaj umirim? Kaj se naj umirim zdaj jaz? Tako se lahko z mano pogovarjaš, jaz sem se matrala, ker trod cel let, tebe nič ni bilo doma, nič te ni bilo. Zdaj bi pa kar toplo vodo odkrival. Saj mislim. Jaz ne grem nikamor s tabo, da si bomo zaprkala cel vikend. Itak, Nikamor. ampak mislim, glej, jaz mu bom vzel računalnik, nima žepnine več, mislim, ne bom mrgnil, evo, milimetra ne bom mrgnil, mater za radiator ga bom priklenil, da se bo učil doma, mulc frdamam. In to zato, ker ga ti skozi ščitaš, Ne. ti ga skozi razvajaš, Ne. pa ne more to, pa o bogi, pa ne more zdaj, pa ja, moraš ga razumeti, pa more se malo odpočiti. Evo, to tlele imaš zdaj rezultate. To imaš zdaj Glej, rezultate. če bi ti bil malo več doma, pa bi se čez let malo več za njega zanimal, pa imel z njim kakšen stik, bi on imel petke. A ja? Ja. Zdaj sem pa jaz kriv, ker nimam stika z njim, ali kaj? A vas zanima rešitev tega spora? Po oglasih. Hej, a te je kdaj strah vzgajati otroke? Ne bo vam uspelo, dokler imam tole knjigo pri sebi. Vzgoja brez strahu Naslednjo sredo, 14. junija, v Ljubljani. 4-urna delavnica za vse starše, ne ki vas je strah, ampak ki hočete biti korak ali dva pred svojimi otroki. in to je tudi za vse starše, ki imate majhne otroke, ne samo za starše, ki imate najstnike, ker bomo delali na tudi tistih primerih, kaj se zgodi, ko zvečer 100-krat iz posle pride, kaj se zgodi, ko se zjutraj noče obleči, kaj se zgodi, ko noče jesti za mizo in še veliko enih takih neposlušnosti, ki nam žrejo energijo in nas vsakodnevno spravljajo v obup. Ali pa mogoče vas ne, a tebe pa so, a ne? Ja, mogoče še to bi rekel, nimajo mame zmeraj prav, tako da pridite očetje tudi. Dej, to ne gre nikamor. Pač ti tak si že zafarknil vikend, jaz sem se prav veselila. Le, se pomeniva. Kva sva povedala, nič, pač kaj? Lej, daj se znala to rešiti, kot sva že znala rešiti. Jaz ne bom cele počitnice tle doma sedela pa se s tam malo mučila, to je njegova šola. Jaz ne bom pač teh stvari počela, ti pa kar daj. Daj, glej, dajva se poslušati to, kar znava, no, kar skozi delava, pa, glej, jaz sem se pomiril, ne vem, mene zanima, kako ti to vidiš, in bi mi bilo tudi zelo do tega, da ti mene poslušaš, kako je pa meni in,
bova Jaz našla. imam pač zdaj ta občutek, da je vse na meni, da kada imam jaz popravca, tako si se stulil name, da imam jaz popravca. Ampak jaz sem pač svojo šolo že naredila, to je ena stvar, druga stvar pa je, da ne vem, a je to narobe, a bi se mogla jaz odgovorno počutiti za to. In pač nimam občutka takega, kot ti, jaz imam drugačen občutek, jaz ne vidim ga, da je len. Ne vidim ga, da je len, vidim ga, da ga pač ne zanima šola, ampak on skozi počne kakšne druge stvari, tiste, ki ga pač zanimajo. Ima cilje, ki sicer ne vem, kako jih bo s takimi rezultati dosegel, ampak ima cilje in pač jaz ne morem tako ponižujoče o njemu razmišljati, kot sem tebe prej slišala. Ti pa ga pač prklen za radiatorjem, šla pa v doma, da nam tega gledala, ne vem. Meni se pač to ne zdi prav, te tvoje reakcije in pač res mislim, da nimaš nobenega stika z njim, res to mislim. In pač če brat še slabš, ga pač prklen za radiator. Meni je to ful težko slišati, ker slišim polno neke kritike, ampak bom dal to stran. V glavnem, ja, ti praviš, da je pač to njegova odgovornost in da šola je pač njegova briga in da ni len in da ga vidiš, da ima cilje in da pač verjameš, da bo uspelo. In da ti pač to nabijanje, da ti težko sede, da bi mogla ti nositi breme njegovega šolanja. Ja, jaz imam zdajle občutek, da si ti meni naprtu, kot da imam jaz popravca. To je moj občutek. Okay. Te slišim. In meni bi se zdelo veliko bolj konstruktivno, da se midva zdajle pogovarjava, kaj bova naredila, ko on pride, ne da drugega tule uničiva, preden on pride. Da bo videl samo še ruševine, pa si bo rekel, saj sta ta stara dva že zrihtala, jaz grem lahko ven, pa se fajn imam. In me zanima, kaj se pa tebi dogaja. Mislim, jaz se čutim totalno, ne vem, čist totalno neuspešnega in sram me je po eni strani, mislim, a razumeš, jaz z doktoratom ne morem, ne vem, otroka navdušiti ali pa mu posredovati neke vrednote, znanja in glej, totalno sem, pač ja, nemočen sem. Nemočen, ker ne vem, kaj naj naredim in itak, ja, res nimava nobenega stika in me ne upošteva in se počutim pač ne vem, kaj naj naredim. Ampak kaj pa misliš, da bi bilo dobro? A misliš, da ta sram, ki ga čutiš, bo njemu kaj pomagal? Ampak jaz mislim, da se bo kaj naučil, če bo pač sam nosil te stvari, ne da jih midva nosiva. Mislim, da se to strinjam. Kaj če pa pol? Ne vem. Pač zdaj bo prišel domov in pač to je, ipak je to nek rezultat, a ne? Ki ga je pač dobil. Ne vem, pač lahko ga praznujemo. Lahko mu čestitava, lahko ga vprašava, kako pa si ti s tem? Ja, naredimo en žur, pač mislim, da ga v bistvu
da obrneva na komedijo in pač proslavimo zdaj ta njegov dosežek, da bo videl, da je njegov dosežek to in da mu ne pokaževa, da se midva vznemirjava okoli tega. In, Ja, sam, a greva midva vseeno čez vikend lepo in rečeva, glej, ti pa premisel do ponedeljka, kako boš zdaj to rešil, kako boš popravil in ga pustiva malo. jaz ena stvar, ki jo ne bi delala, je pač, ne bi se norčevala z tega, ker pač jaz mislim, da on tega ni zanalašč Ja, naredil in pač, ne vem, ti sicer misliš, da se ni učil, in verjetno se res ni dovolj učil, če je pač dobil šus, a ne. Ampak jaz pač vem, da je delal neke, pač je neki delal, a ne, in pač imel je tudi inštrukcije in pa Jaz glej, pa pač- sej brihten je ampak glej, to je njegov neuspeh in a mu razumeš? lahko midva pomagava pri tem. Ja, Namesto da ga zdaj pač zafrkavava pa kleneva z radiator, a misliš, da mu midva lahko pa pomagava pri sej, tem? glej, jaz vem, da to ne bi nič pomagalo. Pač tudi nobena kazen oziroma posledica se je brez veze. No jaz bi, Je itak, ima že dosti veliko stisko, da bo sam s tem nekako pohendlal in jaz bi mu sam to rad. prvič ne bi mu nobene stvari vzela, ki jo ima rad, ker vsakič, ko mu ti nekaj pobereš, kar ima on rad, mu vzameš smisel, da sploh živi. In pol leži in gleda v strop in mi je to še hujš. Drugič, jaz bi rada, da, to mi je všeč, da mu rečeva, da premisli do ponedeljka, kako bo to rešil in da se v ponedeljku sedemo in pomenimo. In tretja stvar je, da pač pri tej rešitvi, ki jo bo on postavil, se na nek način vključiva na tak način, da ne bova vsiljiva, zaradi tega, ker meni se pač res ne da, Albert, cele počitnice učiti matematike. Res, ne da se mi ne da, mislim, pač to ni moj del. Ja. In če bo pač ne bo naredil v prvem roku, bo šel pa na drugi rok, pa na, ne vem, 50. rok, kaj jaz vem. Pač on more hoditi, on more pohendlati te stvari. Ja. Glej, jaz In moram pač jaz sam... ne vem, če bi šla vseeno s tabo na pokluko, ker si me prej prav prizadel, ker morava še to prej rešiti. Ker nekaj je to, da sva zdajle pač pogrnila kot starša ali pa sva se mogoče na noge postavila, sam tisto prej je bil pa najin partnerski odnos. Ej, sorry. To je pa za drug posnetek.